Je v redu. Ti se rekel, sem zmotila. Prva. Zakaj se ni zmotila? Saj se Prej se je. Jaz nisem imel tega. Prej se je, ko je pozabila več oddaje vegana. Ja. In je bila že vsa vesela, to je to. Ste rekel, ne. Živjo, moje ime je Kaja Stare, stara sem 25 let in prihajam iz Kranja. Zaposlena sem v družinskem podjetju, v prostem času pa se ukvarjam s fitnessom in svojim psom. Veganka sem od leta 2018. Za veganstvo sem prvič slišala pred približno 10 leti. V bistvu je bila od moje mami učiteljica za angleščino iz Anglije veganka, vendar sem jaz takrat jedla zelo malo zelenjave, tako da se nisem predstavljala, da bi sploh šla na tak način prehranjevanja. Pred 5 leti pa sta moja sestra in njen mož postala prisnojica, tako da smo se v bistvu že začeli spoznavati z življenjem brez mesa, mlečnih izdelkov in jajc. Vendar smo imeli doma veliko pomislekov glede te hrane, ali bosta sploh zdržala in če je sploh zdrava. V bistvu izkazalo se je, da sta še zmeraj vztrajala na tej hrani, ampak sem jaz, potem ko sta ta etični vidik veganstva spoznala, sta nam ga hotela približati, vendar sem jaz to vzela vse prej kot dobronamerno, pa sem se pač počutila, da me vsiljujeta, zato ker sama nisem želela sprejeti tega, da v bistvu povzročam trpljenje drugim živim bitjem. In sem v bistvu imela slabo vest, ko sta onedva prišla k nam na kosilo. Samo takrat se v bistvu sekirala, da sem pač jedla meso. Ko ju pa ni bilo zraven, pa te krivde ni bilo. Tako da sem v bistvu že dolgo nazaj imela to slabo vest, ampak nisem se pa želela spremeniti in pač se soočati z resnico in kaj narediti glede tega. V bistvu sem imela težave s kožo, tako da sem že preden sem postala veganka začela izključevati mlečne izdelke, tako da sem že jedla sojine jogurte, veganske sire, ampak je bila stvar v tem, da ko sem šla pa s fantom ven jesti v restavracijo, je pa skoraj vsak jedi mlečni izdelek, če ne več različnih, tako da sem potem pač si rekla, kako naj se prepričam, in popolnoma neham jesti mlečne izdelke. In sem šla na YouTube in vpisala mlečna industrija. In ko sem videla pač video posnetek, kjer so mamam kravam vzeli mladiče, me je to pač zelo prizadelo, da v bistvu zaradi enega sira, skute, jogurta to počnemo. In sem si pač rekla, da jaz tega ne bom več podpirala, in od tistega dneva naprej sem se pač odločila, da grem na veganstvo, zato ker sem pol kasneje tudi pogledala video posnetke o jajčni industriji, pa za mesno sem pa vedela, kaj je, ampak sem še zmeraj hotela pogledati in se pač res mi je tisto voljo, in si reči, da zdaj pa to, da ni več poti nazaj. V bistvu nisem imela teh težav, da bi karkoli pogrešala, zato ker pač zaradi tistega posnetka sira tudi malo nisem pogrešala, ker sem se pač začela zavedati tega, da ni vredno pač življenja drugega živega bitja zaradi pač 5 oziroma parih minut užitka, tako da nisem niti ene stvari pogrešala, ko sem pač postala veganka. In jih tudi danes ne pogrešam, ne? Ja, v bistvu na začetku se mi je zdelo drago, zato ker sem začela kupovati razne nadomestke najprej. Zdaj se pa v bistvu prehranjujem zelo preprosto, še bolj kot prej. Dam samo krompir, zelenjavo, pečico in je kosil zelo hitro narejen. Mogoče kdaj še kakšno presno jed pripravim, ki jo moja sestra priporoča, tako da se tudi je velik vpliv name, čeprav prej nisem hotela tega priznati. Tako da meni se ne zdi drago, če pa iščeš te nadomestke, pa ja.
pa zna biti, no. Ja, jaz sem v bistvu na prehodu na veganstvo bila še v tej fazi izgube maščobe, ker se pač ukvarjam s fitnessom in sem pač velikokrat poudarjajo, da je treba zmanjševati vnos ogljikovih hidratov. Tako da sem tudi na začetku veganstva bila zelo malo tudi striktna glede tega in sem se tudi izogibala pač ogljikovim hidratom, tako da sem bolj jedla sojo, seitan pa tako naprej. Ampak mi je vsako leto to prineslo enak rezultat in to je bil, da sem bila zelo utrujena, izgubila menstruacijo, imela porušene hormone in na koncu tudi prenajedanje. Tako da sem pol si rekla lansko leto, da je zdaj pa tega dost in sem začela jesti ogljikove hidrate in sem v enem mesecu nazaj dobila menstruacijo, več energije, pač počutje se mi izboljšalo, tako da sem tudi s prenajedanjem od takrat naprej pač zaključila, tako da je pač meni veganstvo glede tega zelo, zelo pomagalo in sem tudi vesela, da sem se nehala ukvarjati toliko s fizičnim izgledom in obremenjevati s tem in sem pač ugotovila, da so še druge stvari, ki so pač bolj pomembne kot to, ne. Na koncu pa v bistvu tudi letos to zimo sem pač v primerjavi s prejšnjimi sem v bistvu še imam najmanj kilogramov, pač sicer ne vem, koliko jih imam, ker sem se nehala vagati, ampak se pa najboljš počutim, odkar sem pač se s fitnessom začela ukvarjati, no, tako da pa nisem nič izgubila mišic, ker me je bilo to tudi strah, tako da sem pač ful zadovoljna, no. Ja, v bistvu sem na začetku imela pomisleke glede beljakovin tudi, tako da se tudi zato nekaj časa nisem želela pač ukvarjati, preiti na veganstvo. In sem potem, pač, ker sem pa že prej nekako merila kalorije, sem vedela, da imajo tudi ovseni kosmiči beljakovine in vsaka hrana praktično. Ampak letos sem si pa rekla, da ne bom nič več merila, da bom poslušala svoj telo, pač kar želim jesti. In sem pač nehala se ukvarjati, a imam beljakovine v vsakem obroku in nisem izgubila nič mišic in na fitnessu imam še zmeraj dosti moči in treniram tako, kot pač sem doslej, no, tako da. Glede prenajedanja sem imela tudi pomisleke, če se mi bo mogoče ta težava pri veganstvu povečala, zato ker se še več prehrane v bistvu odrekaš. Vendar, ker sem imela toliko močen zakaj jaz to ne bi pojedla več, ker ni bil zakaj zaradi hujšanja, zaradi kalorij, ampak zaradi živali. Se nikakor nisem počutila, da se čemurkoli danes odrekam in ko vidim hrano, ki sem imela včasih rada, jaz vidim čisto drugo sliko zadaj, kakor sem jo takrat videla, tako da res pač glede prenajedanja nimam več težav. Ja, v bistvu niso bili dostikaj presenečeni, zato ker je moja sestra že presnojedka, tako da se jim ni zdelo nič kaj tako čudnega. Edino mami je pač rekla, da sva jedli meso samo zaradi mene, ker sem ga pač jaz tako rada, ne. Ampak zdaj pa v bistvu skupaj je z mano tisto, kar jaz skuham, tako da pač vidi, da se da dobro skuhati vegansko, tako da tudi sama se je marsikaj že naučila, no. Ja, prijatelji so mogoče bili tudi malo najprej presenečeni, ampak spet ni bilo to tak šok zaradi moje sestre, ker so tudi poznali njeno zgodbo. Moj fant je bil najprej malo presenečen, ker sem enkrat do njega prišla in sem rekla, da imam nekaj za povedati in da sem pač pogledala te posnetke in da ne morem več tega jesti. In je bil najprej malo šokiran, da sem se tako na hit enkrat premislila glede tega. Ampak na koncu je to sprejel in zdaj v bistvu skozi bolj me razume, me čisto nič ne obsoja pač, ali pa grdo gleda in sem pač ful vesela, da ga imam in je rekel pač, da tudi na njega vplivam. Tako da ga nič ne silam, da on to mora jesti ali pa, ampak hočem na lep način mu v bistvu tak način prehrane predstaviti.
Jaz zdaj večkrat tudi sem za novlicem recimo biftek naredila za fantovo družino, sem jim pač naredila za božič in so bili vsi navdušeni, pa so dali še dejansko enemu mesarju za probati in ni vedel, da noter ni mesa. Tako da je bil meni to sam tak plus, da pač hotela sem jim pokazati, kaj jem, ker vsi imajo zmeraj pomisleke, da ješ samo zelenjavo oziroma travo, še celo pravijo, ampak ja, jemo še kaj drugega. Za konec pa bi rada povedala, da iz te izkušnje z mojo sestro, ko je ona postala veganka, sem jaz v bistvu zelo narobe odreagirala, ker sem takoj prišla do svojih zaključkov. Nisem se pa o veganstvu pozanimala, kaj to sploh je, in sem si raje zatiskala oči. Tako da priporočam vsem, da odprete oči in preiščete, se pozanimate o tej zadevi in se sami potem odločite, ali je vredno. Ja, jaz sem od enega na fitnessu slišala, ker sem zadnjič ta biftek objavila, in pa je rekel, ja, iz česa pa je bil, pač sem rekla, iz liča, pa je rekel, ja, kva pa si ti zdaj, jaz vegetarijanka, pa sem rekla, ne veganka. Ja, sploh nisem videl, večina veganov, tako je ta prva stvar, ki jo pove, In sem bila sam tako, no, Ja, ja.